za delo si bila dopisnik iz Rima v tistih ključnih letih 1989 do 1993, ko je razpadala Jugoslavija. Kateri je bil tisti ključni dogodek ali pa dogajanje v Italiji, na podlagi katerega te je zelo ali pa zaskrbelo, kakšni bodo odnosi med Slovenijo in Italijo? Dogodkov je bilo pravzaprav kar nekaj, ampak če bi morala izbrati tistega, ko me je pa res zaskrbelo, kako bo šlo naprej, to je bil pa 10. februar 2007. Jaz sem bila takrat že poslanka v liberalnem delu Evropskega parlamenta in sem poslušala govor predsednika republike Giorgia Napoletana, v katerem je izrekel strašne stvari, ne? Na račun ekspanzivnosti, bi rekla tudi zahrbtnosti ali kakorkoli že in morilskosti Slovanov, konkretno Slovencev in Hrvatov. Zdaj opozarjam, 10. februar 2007 je bila 60. obletnica podpisa mirovne pogodbe z Italijo. Mirovne pogodbe, katere del ni bila Jugoslavija, je bila samo pridružena, mirovno pogodbo so sklenile zavezniške sile s premagano Italijo. Ampak ta je določila pač mejo, proti kateri je Italija ugovarjala, oziroma ves čas se je na pogajanjih je stremela k temu, da bi zavezniki priznali staro rapalsko mejo. Vemo, kje je šla rapalska meja, vsa slovenska Istra, tja dol daleč, v Istro. Reka med drugim, pristanišče. No in tu pri Vrhniki in Logatcu. Nisem verjela, da bi lahko šla politika moderne Italije, moderne Italijanske republike, ki jo je mogoče občudovati zaradi industrijske moči, zaradi vseh mogočih dosežkov na gospodarskem in kulturnem področju, da bi šla lahko tako daleč, da bo izpodbijala obstoj mirovne pogodbe. In da ne bi govorila kar na prazno, bom kar citirala Napolitanove besede iz tega govora, se pravi, dobro izbranega datuma 60. obletnice podpisa mirovne pogodbe z Italijo. In v enem od odstavkov pravi Napolitano takole: bilo je ozračje sovraštva in krvavega divjanja in načrt slovanskega aneksionizma, ki je prevladal predvsem v mirovni pogodbi leta 1947. Torej, slovanski aneksionizem naj bi prevladal v mirovni pogodbi in je dobil mračne obrise etničnega čiščenja. Ethnic cleansing. Italija je postala svobodna in neodvisna s to pogodbo, a bila je ponižana in pohabljena na svoji vzhodni meji. To je bila zame najresnejša stvar, kar sem jo v celotnem obdobju slišala. Tu je predsednik izpeljal dosledno revizionistično prekvalifikacijo agresorjev, kar je bila Italija, nedvomno, v žrtve slovanskega aneksionizma. Skratka, kot da je Italija napadla Jugoslavijo v okviru sil Rusi zato, da bi se branila pred slovanskim aneksionizmom. No in to je bila zelo resna točka. Če pa si zastavimo vprašanje, kako je lahko nekdanji senator, dolgoletni senator komunistične partije v italijanskem parlamentu, sedaj predsednik Italijanske republike, izgovoril take revizionistične teze, se moramo preprosto posvetiti
notranje in zunanje političnim položajem, v katerih je prehajala Italijanska republika iz prej obvladovane, krščansko-demokratsko obvladovane v mnogo bolj pluralistično organizirane demokracije, ko je obstajala kar velika nevarnost, že v 90-ih letih, da se zaradi močne sile Severne lige in odcepitvenih teženj, ki so obstajale, zelo močne, da se zlasti Lombardija s severnim delom loči od zaostajajočega italijanskega juga, ko se je soočila pač z nevarnostjo razpada. In o tem se je odkrito pisalo, razpravljalo, pisalo politično in zdi se mi, da je bila tako imenovana sprava med fašisti in komunisti, konkretno Napolitano za komuniste in Fini kot naslednji neofašistične smeri, da je ta sprava težila k enotni državi, da pa bi svojim, skratka, povezovala je nacionalistične sile iz fašistične dobe z njim nasprotnim silam, ki so se združevale v odporu. Obe veliki ploskvi sta si vzajemno oprostili zločine in nepravična, nepravilna dejanja iz prejšnjih zgodovinskih obdobij, tudi iz državljanske vojne, ampak da bi lahko to svojo prelevitev v nekaj drugega, v zagovornice, skupne zagovornice enotne države upravičile pred javnostjo in pred svojimi volivci, so morali poiskati sovražnika. In ta sovražnik je bil na vzhodni meji, to je bil pa slovanski ekspanzionizem. In kdo je to? To sta Slovenija in Hrvaška. Ne? In tako da je posledica in potem je šlo pa ta politično-propagandna smer dobila svojo notranjo dinamiko. In če ne drugega, ker je bilo ustanovljen dan spomina, se vsakega 10. februarja spomnijo po vseh šolah po Italiji, pišejo v vseh časopisih po Italiji o slovanskem ekspanzionizmu. In če nas, ki nimamo, mislim, ne sredstev, ne možnosti, ne želja, da bi ekspandirali ne vem kam, se to lahko nanaša samo na tisto, kar je Italija izgubila v odnosu do Jugoslavije, ampak na odprti sceni, na meddržavnih pogajanjih, na mirovnih pogajanjih. In to je izpodkopavanje pogodbenega temelja. Zanimiva se mi je zdela reakcija s slovenske strani, ki je ni bilo najprej. Na to je predsednik, takrat Danilo Türk, pisno odgovoril, diplomatsko odgovoril Napolitanu. Če je bila zadeva kdaj objavljena, potem se opravičujem, jaz se ne spomnim, da bi bila objavljena, da bi mi vedeli, kaj je Slovenija odgovorila na to nezaslišano obsodbo. Vem pa, da je reagiral Stipe Mesić kot predsednik, kot hrvaški predsednik, in po njem se je potem usulo strašno, in za nameček seveda so tudi notranji hrvaški, skrajni desničarji kritizirali Mesića, ampak on je vzdržal napade in je preprosto rekel, ta dejstva so popolnoma jasni revizionizem, zgodovinski revizionizem, neprimerna za čas, v katerem živimo, in popolnoma neprimerna podlaga za življenje, predvsem pa neevropska. In na načine, kako se je on takrat branil, meni je to zelo imponiralo. Čeprav, kot rečeno, so ga zmerjali po časopisih in
In tudi pozneje, ko je predlagal, mislim, da 2 leti pozneje, ko je predlagal spravno srečanje med 3 državami, je omenil prave stvari. To pomeni, da bi sledili tistemu, kar sta naredili Nemčija in Češka, Havel in Kohl, leta 1997. Zadeve je bilo treba postaviti, mi smo nekaj dolžni, izgon sudetskih Nemcev, mi smo, v tem primeru mi smo nekaj dolžni, ne, čeprav ni primerljivo, kako so se umikali optanti z Istre v primerjavi s tem, kaj se je dogajalo 45. leta sudetskim Nemcem. Ne. Ampak tako se je, mi smo tu nekaj krivi, ampak naša krivda je prvič nastala pozneje in manjša je od vaše. Ne? To se pravi, najprej zato morate biti vi tisti, ki se najprej opravičite, potem se pa opravičimo še mi. Ne? In ta pot, se je posrečilo. Ne? To je posrečilo in zadeva, spravna deklaracija je ratificirana, je bila odobrena od obeh parlamentov. In to bi bila pot, ki bi bila potrebna tudi v našem primeru, ampak določeni trenutki v zgodovini se mi zdi, da so in takrat jih je treba zgrabiti. Carpe diem, ne? Če jih ne izrabiš, minejo in situacije se ne ponavljajo več. Ne? Ozračje, kakršno je bilo takrat, ne? Ravno zaradi spravne politike Nemčije do Češke, se zdaj ne more ponoviti, ne? Ker Nemčijo te zadeve ne zanimajo več. Ne? Oni so rešili zadeve. Pravi trenutek moraš reagirati, ne? Ustrezno. Ne? Ampak kako pa ocenjuješ to srečanje oziroma ta zgodba, ki je bila v Bazovici pred 2 leti s predsednikom naše države in italijanskim predsednikom? Ja, mislim, da sem brez predsodkov se lotila gledanja stvari, prebrala sem argumente za in proti, skratka, ni mi bilo treba komentirati v tistem trenutku, takrat bi bila v zadregi, ne. Prebrala sem utemeljitve z ene in druge strani in bi rekla, načelno bi bila Bazovica eventuelno kot, če že nekaj drugega, dober kraj za tako, glede na naše bazoviške žrtve, ampak pod določenim pogojem, da bi bile te bazoviške žrtve sodno rehabilitirane v Italiji. Niso. Oni so še vedno obsojeni kot teroristi in so bili ustreljeni kot teroristi. Z drugimi besedami, Italija bi lahko rekla, da je njen predsednik stal na grobu teroristov. Ne? Skratka, nismo bili na isti ravni in tudi to, kaj se je na italijanski strani časopisju pisalo o tem, dokazuje, da nihče ni resno vzel tem, da so tam neki naši junaki pokopani, tigrovci. Ne? Ampak je šlo za teroriste, obsojene na težkem procesu in eksekutirane na Bazovici. Za našo stran, ne, je pa tako, ne, italijanskim oblastem, to pravi tudi dober poznavalec, moj znanec, gospod Milan Gregorič iz Dekanov, ne, dobro vedo, da tam v tisti fojbi, ne, tisti kraški jami, ni žrtev, italijanskih žrtev. Ne. Tam so To je zapisnik že zavezniške komisije, ki je takoj Ja, in oblasti to dobro vedo in zadeve so bile potem namenoma zalite s cementom, da bi zadeva bila pač dokončana. Ne. Ampak gospod Gregorič meni, da ima to
ker gre za nekakšen simbolični pojem ene kraške jame, kamor so se po kapitulaciji Italije marsikaj se je dogajalo potem, ko se je lahko. Vsi, ki so bili žrtve, so poskušali na neki način poravnati račun, ne vsi. Ne? Ampak mnogi so poskušali poravnati in so tudi poravnali. Ampak in vsi tudi vedo, da je italijanske oblasti dobro vedo, da so številke, na podlagi katerih se govori o fojbah kot žrtvah italijanskega, slovanskega divjaštva, ne, in namere o etničnem čiščenju popolnoma drugačne. Ne. Jaz opozarjam, da obstaja skupno italijansko-slovensko poročilo zgodovinarjev iz leta 2000, v katerem so omenjene, jaz bi samo povedala, ko gre za številke, ne, to se pravi, imam v nekem drugem dokumentu, ampak imam v spominu, v knjigi avtorice Černigoj, izšla je v italijanščini, so omenjeni prečiščeni seznami ljudi, ki se niso vrnili iz vojne. Po njenem kriteriju je to ljudje, ki se niso vrnili na domove leta 1945, so verjetno padli v vojni. Ne? In mnogi od teh, ne, recimo, da jih je bilo, ona jih je naštela 115 civilistov, ne, drugače pa pripadnikov policijskih sil, črnih brigad, divizije X-Mas, ene najbolj krvoločnih italijanskih fašističnih oboroženih sil, ki je mesarila po Istri. Fašistov od prve ure, ne, se pravi še udeležencev pohodov na Rim in tako naprej. Ti so manjkali. To se da, ona je tudi očistila sezname podvajanja, ne, ker so bili nekateri v Novi Gorici, nekateri v Gorici, nekateri v Trstu in potem so bila ista imena na dveh. No, in ona je prišla na številko nekaj 100, recimo, mislim, da je številka bila 570 ali nekaj takega manjkajočih ljudi, ne, ki bi lahko sodili v nesodne poboje, se pravi zunajsodna obračunavanja, ki so sledila zelo kruti vojni. Ne. Nedorečenost je nastajala pravzaprav vso vojno, ne, ko se je videlo, da je mogoče z eksekucijami, ki jih je opravila jugoslovanska vojska v 40-dnevni zasedbi Trsta, ne, šlo pa je v glavnem za iskanje res odgovornih, ne, in vojaško tudi še delujočih ali pa oboroženih skupin, da je iz teh zunajsodnih eksekucij mogoče narediti politični velik problem, ne? In zato se je potem iskalo vse mogoče zgodovinarje, ki so bili pripravljeni. Na eno od teh se je pisal Pirina, ki je naštel, enkrat se spomnim, 100,000 žrtev, tisti fojbi, tam konkretno. Ne. To se je pa pokazalo za neresnično, ne, zato ker so tam potekali zadnje faze druge svetovne vojne in je iskala Nemčija svoje vojake, ne, in jih tudi našla.
Tudi Nova Zelandija je iskala svoje vojake, ki so tam napadli, seveda na drugi strani, ne na tisti, v kateri je sodelovala recimo divizija X-Mas. Ta pretiravanja so bila tudi na slovenski strani, ne, na jugoslovanski strani v okviru demoniziranja nasprotnikov. Z naše strani je bila zadeva zelo v okviru tistega, kar se je v Evropi dogajalo, jaz mislim, ne. Zunajsodni poboji v Franciji, ampak tudi na Nizozemskem, na Češkem, Slovaškem, Madžarskem in tako naprej, ne. Vse te zadeve so naše niso odstopale zanesljivo, ne. Ampak treba je povedati, tu se je končala, na tem območju se je končala druga svetovna vojna dejansko, ne. Nemčija je že kapitulirala, ko so tu umikajoče se vojaške enote še vedno nudile odpor, ne. Recimo sedmemu korpusu, ki se je boril za vstop v Trst. No, po 40 dneh se je Jugoslavija tako ali tako umaknila, ker se je izkazalo, da zavezniki ne bodo podprli, zmagovite sile ne bodo podprle zahteve, in od takrat naprej pa raste število dejanj, ki se pripisujejo slovanskim divjakom, tudi tako jih imenujejo, ne, in nasilnežem, ne, morilcem in tako naprej. In presega vse normalne metode ugotavljanja. Obstajajo demografske statistične metode, po katerih je mogoče ugotoviti, koliko ljudi je v enem. Saj Italija ni bila zasedena takrat, ne. Mislim, je bila pod nemško okupacijo, ampak ni bila porušena v tistem delu, ne. Se pravi, so bili arhivi, so bile matične knjige, je bilo mogoče ugotoviti poimensko, ne. A je, ko si bila v Italiji, ne, kot dopisnica, ne, ali si zaznala, da je recimo v javnem mnenju italijanskem ali v šolah, če si to spremljala, ali je v njihovem sploh spominu, da so oni bili okupator tukaj, a je tu zgodba o gramozni jami kaj, a je tu zgodba o taborišču na Rabu in tako dalje, ali je tu kakšni zgodovinski spominu Italije? Ne, nikakršnega. Moram tudi reči, da tudi učeni ljudje, ne, študirani ljudje, ki bi v bistvu so pripravljeni sprejemati dejstva, ne, če so pojasnjena, ne, so včasih v veliki zadregi, ko se soočijo s tem, ker se jim nekako zdi, da bi morali izstopiti iz svoje domovinske te avre, v kateri so zaviti, ne. In lahko povem svoj primer. Ko sem poskušala kot privatna oseba, ampak kot novinarka, odgovoriti na en članek, ki se je pojavil v milanskem Corriere della Sera. Avtorja, ki sem ga zelo cenila, sem ga brala in stvari, ki jih je on tam napisal v zvezi z vzhodno nevarnostjo in vzhodnim ekspanzionizmom, se pravi nujnostjo priprave Italije na to, da jo ogroža nekdo z vzhoda, sem prišla na idejo, da napišem pismo bralca, ne, in sem poskušala, mislim, da mi je zelo dobro uspelo, na najkrajši možni način, s tem, da sem upoštevala, kakšne stvari objavlja urednik Corriere della Sera,
potem smo s skupnimi močmi, jaz sama nisem znala dovolj pisati, nisem dovolj dobro znala pisati italijansko, da bi si to upala narediti v takem obliki. Nisem pa upala pisati nemško, angleško ali francosko, ker znam bolje, da ne bi bil to izgovor. Ne bomo mi zdaj nekaj prevajali in si delali težave in stroške. Zato sem vztrajala na tem in s pomočjo znanca, novinarja pri Corriere della Sera, slovenskega porekla, ko me je enkrat obiskal v Ljubljani, prišla na idejo, da ne bi dala zadevo na pošto. Takrat še nisem, v tistem času, govorimo o 90-ih letih, ni bilo običajno še, splet je že bil, ampak to je bila še učilnica, še ni bila univerza, kar je zdaj. Da mu preprosto, da ga uporabim kot kurirja. No, se je strinjal, da bi on lahko to uredniku predal in sem maksimalno, bi rekla, dostojno opremila tisto pismo in mu dala v roke, da ga odnese v Milano. In potem ni bilo nič, objavljeno ni bilo nič, nobene reakcije, ne ja, ne. In ko je naslednjič prišel v Ljubljano, sem ga vprašala in je rekel, veš, nič se ne da storiti. In zdaj reče, ta moj pametni urednik, ko je rekel, kaj pa je to? Ja, to pa je eno pojasnilo, ena prošnja iz Ljubljane, da bi stališča Audiatur et altera pars, v okviru načel, ki jih zagovarja Corriere della Sera, to objavili. Z vso vljudnostjo obračam na avtorja, menim, poudarjam, da ga cenim in to naprej, ampak da morda ni o vsem obveščen. Zato podajam te informacije. To, kar je vloga pravzaprav načela, poslušajte drugo stran. No, in je rekel, ne da bi odprl pismo, kakorkoli pogledal, je vzel, ga pretrgal in vrgel v koš takole. In s tem je bila zadeva opravljena. Tudi besede nisva spregovorila, je rekel, je bilo popolnoma jasno, njemu so zvezane roke. On verjetno bi, ker je bil novinar pač od glave do peta, ampak tako zvezane roke, da si celo tak močan časopis, kakršen je bil Corriere della Sera, ni upal objaviti enega drugega mnenja. Medtem ko ima možnost zraven napisati še 17 drugih komentarjev, kateri bi mene očrnili v bistvu. Ampak tudi objavljeni niso smela biti ta dejstva. To že govori nekaj o tem, da mogoče ta stran nima vsega prav, če že gledamo čisto objektivno. Še en tak primer pa poznam iz Evropskega parlamenta. Tam sem poleg nizozemskih kolegov, med drugimi Sophie in 't Veld je bila moja dobra, bi lahko rekla, prijateljica, imela zelo dobre odnose z italijanskimi liberalci. To so bili vsi zelo izobraženi ljudje. Ko začneš govoriti, rečeš, no ja, tu smo pa na evropski ravni, razumemo se, ne da bi dokončali stavke in tako naprej. No, in ko so se začele tam ravno zaradi Napolitanovega govora tudi slabšati razmere v Evropskem parlamentu, tam so bili Berlusconijevi ljudje, ena strašno napadalna dama. Včasih se mi je zdelo, da ji ogenj bruha iz ust, ko je govorila, s takim sovraštvom je govorila. Sedeli sva pa celo po enem čudnem naključju v istem tistem delu, srednjem, ker Berlusconija, ta skupina je sodila k liberalcem, oziroma tam nekje vmes. No, in
In sem jaz potem šla k tej skupini, jih je bilo nekaj, 5-6 pametnih ljudi, in sem rekla, da bi se rada čisto preprosto o eni zadevi z njimi pogovorila, ne, če bi mi lahko pomagali. Ne. Da bi oni kot Italijani mi pristopili na pomoč, iz naših slovenske skupine ni bilo nobene pomoči. In potem je eden od teh zgodovinar, ampak tudi ekonomist z doktoratom in tako naprej rekel, Mojca, takrat je prišlo potrdilo za moj sum. Napad na Slovenijo in na Hrvaško je iskanje sovražnika na vzhodni meji in to je posledica zgodovinskega kompromisa med fašisti in komunisti v Italiji v obrambo enotne unitarne države. To je meni rekel italijanski liberalec leta 2007. In sem rekla, vi ti to javno ponovil, a te lahko zapišem? Nikakor ne. Nikakor ne. V tistem trenutku sem jaz spokojni. Zadeva je bila, mislim, pri nas, da če govorimo o enoumju, ne, kako se ustvari, to ni primerljivo s tem, pod kakšnim pritiskom so bili ti ljudje, ko je šlo za definicijo sovražnika Italije. Ne. Še eno zgodbo bi lahko povedala iz moje novinarske prakse, ko sem bila že spet v matični redakciji na Delu, leta 2000, ja točno, mislim, da je bilo, ja, bila je še vlada Romana Prodija, je Prodi obiskal Ljubljano. In takrat je zunanje ministrstvo ponudilo Delu, za katerega so menili, da je opinion maker, intervju s Prodijem. Ne? In Delo je to rade volje sprejelo, ne? In je sporočilo, ja, prišla bo ta in ta oseba. Na kar je zunanje ministrstvo italijansko, zunanji minister pa je bil, mislim, da Fassino, upam, da se ne bo, mislim, da je bil Fassino, ja. Zunanji minister, da jaz nisem zaželena kot tista, ki naj intervjuva rimskega premierja, italijanskega premierja in naj pošlje nekoga drugega. In takrat sem rekla, vse, kar sem imela za mir do kakšnega odvodstva na Delu, do takrat, v tistem trenutku sem rekla, pa smo le ta pravi skupaj. Ne? So rekli, ni govora, intervju bo naredila ona. Tako mi je odleglo, čeprav mi ni bilo čisto nič do tega, da bi se tam pojavljala v vlogi nekakšnega netilca sporov med Slovenijo in Italijo, ne? Ker je kao prihajal v Ljubljano z najboljšimi željami za dobre odnose in tako. No in tako sem jaz odšla na tisto dogovorjeno mesto za intervju s Prodijem, bilo je na italijanskem predstavništvu, diplomatskem, ne, stopila v eno veliko dvorano, kjer je bilo ogromno ljudi vseh mogočih, nisem jih čisto zaznala, ampak mislim, da so bili tudi predstavniki slovenske manjšine iz Italije, skratka vse, kar je spremljalo tisto delegacijo, in tam je bil dvosed na sredi sobe, na katerem je sedel Romano Prodi in pred njim mikrofon. Jaz sem se predstavila, pozdravila, se usedla zraven njega in začela postavljati vprašanja. Po prvem je stopil v sobo zunanji minister Fassino, oblečen v plašču, očitno so ga od nekod potegnili, prišel stoje pred nas, naju, in rekel, gospod premier, ne pogovarjajte se s to osebo, to je sovražnica številka 1 Italije. Spomnim se, da se je Prodi nagnil nazaj na tisti dvosed, jaz sem bila
okamenjena, ne? Ampak to je bilo dobro, da sem bila tako okamenjena, da se nisem spomnila utišati mikrofon in je ostal odprt za ves nadaljnji pogovor in je ostalo tudi to zabeleženo na traku, kaj je zunanji minister svetoval svojemu predsedniku vlade, da se z menoj ne pogovarja, ker da sem jaz sovražnica številka 1, numero 1. In potem, ko je prišel Prodi k sebi, ne, on je profesor, ekonomist, kultivirana oseba, je rekel, tako nekako, se ga spomnim z rokami v naročju, ja, ampak tu imamo še neko svobodo tiska, pa tako je začel v pravo smer nekaj pojasnjevati, zakaj on ne bi prekinil intervjuja, ga ni, seveda, ne. In ko je videl, da se to ne bo zgodilo, se je zunanji minister usedel na tisti majhen delček, ki je še bil med Romanom Prodijem in Ročajem, tistega dvoseda, ne. In se je zrinil, vsi trije smo sedeli na tistih dveh naprej in intervju je potem potekal naprej, se ni več vmešaval, ne, ampak in tudi ni bilo nič dramatičnega, jaz nisem imela nobenega interesa spraviti Prodija v zadrego, ne, čeprav sem postavljala pač vprašanje, a Italija, naše legitimno vprašanje, Italija stoji na stališču, da je treba spremeniti pogodbe, mednarodni pogodbeni in zahtevati nepremičnine optantov, ki še niso bile odškodovane v naravi. To vprašanje sem postavila in on je odgovoril, ne vem kaj že, ne čisto konkretno, ampak v glavnem nič posebnega, ne. No, ampak moje delo se je potem še enkrat izkazalo naslednji dan, takratni uredniki, ne, tako da bi vedela, da smo imeli že boljše čase za novinarstvo, da pomenim, ne. Jaz sem rekla, sem grozno nesrečna, ne vem, kako naj ta intervju objavim in tako naprej, kaj naj naredim, in sem razložila vse skupaj, predvajala celoten posnetek in so rekli, vse objaviti. Z medklici vred in tako, da sem naredila komentar, intervju, posebej pa transkript z vsemi medklici in tako naprej tistega pogovora. Zadeva je bila objavljena naslednji dan in potem sem rekla, zdaj bo to javnost skočila pokonci, predvsem pa naše zunanje ministrstvo, kaj se to pravi, na ta način posegati v svobodo tiska, ne. To ima tudi Slovenija, ne samo Italija. Nihče se ni postavil, ne. Saj jaz ne vem. Ampak najbrž, torej vsekakor javno se ni nihče postavil, ne? Čeprav bi bilo v tistem trenutku nujno treba povedati, pazite, mi nismo vaši vazali, pa kako pridete na idejo, da v eni liberalno-demokratično urejeni državi svobodo tiska in z enim privatnim časopisom, ne, ravnate tako kot, ne vem, svojim vazalom, ne. Nihče ni tega naredil, ne? In zelo verjetno imajo drugi ljudje podobne izkušnje, ki so kakorkoli pomolili glavo iz te pravljice, da je vse rešeno, da ni nobenega problema, ne? In da, kot rečeno, ne, in da je ta naša varnost večna, ne? In zdaj vidimo, ne, denar, ki naj bi šel za odškodnino optantov in ga je Slovenija plačala, ne? Upnica noče sprejeti in s tem seveda krši pravo, ne? Recimo svoje, civilno pravo, ne? Tam je v italijanskem civilnem zakoniku od 1207 nekaj 10 členov, ki govorijo o tem, da tudi upnik ima dolžnosti, ne samo dolžnik. To se pravi, in z razlogom seveda, ne, zato, da upnik ne pride na misel, da bi zahteval potem več, kot je bilo dogovorjeno, ne.
ali pa po rimskem pravu, kontinentalnem evropskem pravu, katerem koli ima obveznosti v civilnem razmerju tudi dolžnik, ima tudi upnik dolžnosti. Ne? Še vedno denar leži tam. Slovenija je edino uporabila obresti, to je pravilno, ne? Se navsezadnje obresti ne pripadajo, ne? Se bi lahko dvignila 2002, ne? Ali pa prej, ko je bil dan denarna kazen. Tudi Hrvaška je vse plačala, se je na začetku malce obotavljala, ampak potem plačala. In ta odprtost premoženjskih vprašanj daje krila politično-propagandnim kampanjam v Italiji, ne, ker jih je mogoče, in tu smo tudi pri nišnih problemih, kakršne so umetnine, ki jih zdaj v svoje lastništvo zahtevajo optanti, ne, oziroma organizacija optantov, se pravi tistih ljudi, tistih Italijanov, ki so po londonski spomenici v 2 letih zapustili Istro in se preselili v Italijo. No, to je pa posebna tema, ki smo jo že nekako obdelali v enem drugem pogovoru. Mojca, hvala tudi za to.